Danes smo predstavili 4 nove knjige v knjižni zbirki Historija, ki jo izdaja Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Te 4 knjige so vse iz sklopa, sicer zdaj že 7 vsega skupaj izdanih knjig, ki so izšle v okviru projekta o okupacijskih mejah s širšim naslovom oziroma polnim naslovom Naredite mi to deželo nemško, italijansko, madžarsko, hrvaško. 2 knjigi pa načrtujemo, da bosta izšle še v prevodu v angleščini v začetku leta 2022. Vseh teh 7 knjig na različne načine predstavlja zastavljeno raziskovalno vprašanje oziroma njegove ugotovitve. Vsega skupaj vam je na voljo za branje več kot 1100 strani zanimivega in poučnega gradiva. Torej, projekt o okupacijskih mejah je po kvantitativnih in kvalitativnih dosežkih daleč presegal običajna pričakovanja za tovrstne 3-letne oziroma v tem primeru 4-letne projekte, ker so bili vsi projekti, kot vemo, podaljšani zaradi pandemije za 1 leto. Nekaj je bilo že rečeno o, recimo temu, klasičnih rezultatih. Torej, 7 znanstvenih monografij. Temu je treba dodati tudi 7 razstav, ki so vse dvojezične, ena je trojezična, torej prekmurska. Vse so dostopne tudi online, se pravi, se bodo ohranile tudi po zaključku projekta. Z njimi smo pa gostovali do pandemije v številnih krajih po Sloveniji in tudi v tujini. Torej, to je ta, recimo, klasični del. Drugi del je pa razvil neke povsem nove metodologije v sami raziskavi, predvsem s kombinacijo geografskega in zgodovinarskega dela. Ob tem, da smo, kot se vidi tudi pravzaprav iz našega Facebooka in drugih socialnih omrežij, zelo razvili tako imenovano public history. Tako da bomo to pravzaprav na oddelku za zgodovino na nek način celo institucionalizirali in bomo ustanovili posebno središče za javno zgodovino in sorodne vede. No, za ilustracijo tistim, ki nas niso spremljali, naj povem samo na kratko nekaj podatkov. Analiza Facebooka okupacijske meje pokaže, da je imela raziskava več kot 2000 rednih sledilcev, da so posamezne video objave imele med 5000 in skoraj 17000 obiskovalcev. Vrh je dosegel, mislim, da ta lanskoletni spletni simpozij, ker to, da spremlja nek znanstven simpozij nekaj tisoč ljudi, in to je bil prvi tak znanstven simpozij online ob začetku pandemije, kar zadeva Filozofsko fakulteto, pa verjetno tudi Univerzo v Ljubljani. Torej, da toliko ljudi spremlja nek znanstven posvet, je komaj da predstavljivo. No, in kot smo že povedali na tiskovni konferenci, kot je povedal kolega Fleischmann, te naše dosežke je prepoznala celo Pošta Slovenije in izdala poseben žig, nas uvrstila na razstavo ob obletnici konca 2. svetovne vojne, obletnici zmage nad fašizmom. Izdelali smo razglednico, se pravi, mi smo znanstvene rezultate pretočili, da tako rečem, v neko poljudno obliko, ki je ljudem blizu, na tak način, da po moje, to moram reči zaradi ekipe, ne zaradi sebe, po moje tega ni naredil še nihče v Sloveniji. Torej, sledite nam na spletnih straneh www.okupacijskemeje.si, naše filme pa si lahko ogledujete na YouTube kanalu zgodovina.si in seveda Facebook Okupacijske meje.